Vsi ljudje se srečujemo z dvomi in strahovi. Vsi nosimo neka sporočila v svojih srcih, ki vodijo in usmerjajo naša življenja. V naših glavah lahko marsikaj vemo, toda drugo je, kaj čutijo naša srca, izražajo naši občutki. Naši notranji občutki so lahko tako močni, da vplivajo na naša dejanja, ne glede na to, kaj nam pravi naše znanje. Velikokrat se v preteklosti krivi Boga ali krivilo oziroma religijo, da je ovira k našemu svobodnemu in srečnemu življenju. Ko se je razvil nauk o evoluciji, smo mogoče pričakovali, da bomo rešili mnoge človeške težave, da bomo mogoče končno zaživeli bolj svobodno in srečno. Moramo priznati, da na eni strani ne religija in na drugi strani ne ateizem niso prinesli popolne rešitve. Še vedno se vsak dan srečujemo z različnimi okoliščinami, ki nam prinašajo dvome in strahove. Dejstvo je, da se vsak dan srečujemo z negativnimi občutki, dejanji, ki zelo močno vplivajo na nas. Danes vemo, kako globoke posledice lahko imajo težke stvari iz otroštva. Kakšno moč imajo že samo besede nenehne kritike. V nas se zasidrajo zelo globoko negativna sporočila, kot so: nisi za nobeno rabo, iz tebe ne bo nič, ponovno ista zgodba, kdaj boš že odrastel in tako dalje. Vse to se poseje v naša srca, ki rodi veliko dvomov in strahov in negotovosti v naše življenje. Včasih se sploh ne zavedamo, kako nas življenjski vzorci držijo ujete v nevednih vezeh. Zato se danes veliko poudarja in uči, naj pozitivno razmišljamo, naj smo usmerjeni v dobre stvari. Seveda je to dobro in pomembno, toda kot da izgubljamo to bitko. Že mlada generacija, polna dvomov, strahov in ima probleme s samopodobo, ko bi morala biti polna optimizma, vizije in ciljev za življenje. Časovni pritisk postaja vse večji, dnevni stresi vse bolj naporni. Danes razmišljamo globalno, pa včasih ne obvladamo niti sebe. Velikokrat izgleda, kot da naše življenje želi krojiti nekdo drug. Za vse je velik izziv. Ali počnemo to, kar mojemu življenju podeli vsebino, smisel in pomen. Na koncu je pomembno za vsakega, a se moje življenje splačalo. Če bi živel še enkrat, ali bi si zadel iste cilje. Zakaj nas prevzemajo dvomi in strahovi? Smo spregledali kaj pomembnega? A smo se znašli v praznem kotlu? Večkrat nas prevzamejo občutki kljub napredku, razvoju, znanju, kaj je smisel vsega. Zakaj nam ne religija, ateizem, niti znanost ne morejo odvzeti naših strahov in dvomov? Zakaj so naši notranji, negativni občutki velikokrat močnejši od vsega, kar smo mogoče dosegli? Kaj je v resnici naša največja potreba? Kaj je to, kar lahko odžene naše dvome in strahove, da bomo premagali naša negativna čustva? Zanimivo je, ko so izobraženi ljudje vprašali Jezusa v njegovem času, katera je največja zapoved. Lahko bi to malo spremenili v današnji čas. Bistvo je bilo vprašanje, kaj je najbolj pomembno za človeštvo. Jezus je zelo preprosto in direktno odgovoril:
Preberimo v Matejevem evangeliju 22. poglavju od 35 do 40. vrste. Eden izmed njih, učitelj postave, ga je preizkušal s vprašanjem: Učitelj, katera je največja zapoved v postavi? Rekel mu je: ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej podobna: ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki. Kako enostavno Jezus določi najvišjo prioriteto življenja. Ni potreben kakšen zapleten seminar, da bi postavili svoje življenje na prave temelje. Ne govori o nekih posebnih, zakompliciranih pravilih ali obredih. Preprosto pove, da je ljubezen do Boga na prvem mestu, potem pa ljubezen do svojega bližnjega, kakor do samega sebe. Zaključi, da na teh dveh zapovedih stoji vse. Kako to izgleda v praksi? Po naravi nima nihče te kvalitetne ljubezni. V nas je preveč dvomov in tudi strahov, da bi ljubili Boga. Čeprav vemo in se želimo v našem življenju odnosov z ljudmi, nam je to v praksi veliki problem. Vsi iščemo ljudi, ki nas sprejemajo in dajejo posebno mero pozornosti, ljubezni in skrbi. Vsi iščemo to. Vsi ljudje imamo močno potrebo po ljubezni in sprejetju, ne glede na barvo kože ali narodno pripadnost. Toda zakaj vse bolj rastejo razpadle zakonske zveze? Zakaj nam je najtežje živeti s tistimi, ki so nam najbolj blizu? A se je Jezus šalil, ko je povedal, da je ljubezen največja vrednota? Kar veliko kristjanov je, ki veruje, da je Bog ljubezen in jih ljubi. Ampak je na žalost to samo za mnoge teorija, znanje v glavi, kar pomeni, da je zanje le v glavi in v njihovih srcih še ni zasidrana in še ni postala sprejemljiva resničnost. Pogosto se to izraža z mislimi: kako lahko Bog ljubi človeka, kot sem jaz, saj delam toliko napak. Kako me lahko Bog brezpogojno ljubi? Negativni občutki, dvomi, strahovi, zato velikokrat prevladujejo v našem življenju. Zakaj religija vedno razočara? Ker ne gradi na brezpogojni Božji ljubezni. Če bi bila Božja ljubezen odvisna od naše kvalitete ali od našega brezhibnega vedenja, bi moral Bog svet že zdavnaj uničiti. Ne, Božja ljubezen je brezpogojna. Bog nas ljubi z vso ljubeznijo, ker je On ljubezen. Zakaj pa je potem Jezus dal zapoved, da ga naj ljubimo z vsem srcem, če to ne zmoremo? Eden od odgovorov je bil sigurno zato, ker so ga to vprašali učitelji postave, ki so bili tudi farizeji, in oni so se na vse načine trudili, kako bi do potankosti izpolnili Božje zapovedi. Bili so v veliki nevarnosti, da so se trudili izpolnjevati zapovedi brez ljubezni. Jezus jim je odgovoril, da naj ponovno postavijo prave vrednote na pravo mesto. Z druge strani pa tudi jasno povedal, da rabijo pomoč Božje ljubezni. Pavel nam razodeva, kako lahko pride Božja ljubezen v naša srca. Ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan, razloži. Mi potrebujemo Božjo ljubezen. V Jezusu imamo odpuščanje in ne samo to. Želi nas izpolniti s Svetim Duhom.
Sveti Duh je tretja Božja oseba, sam Bog želi razodevati svojo ljubezen v naših srcih. Pomembno je to ne samo vedeti, ampak sprejeti po veri v svoje srce. Nič nam ne pomeni, če vemo, da nas Bog ljubi in je to samo teorija v našem življenju. Opravljena teorija za vozniški izpit nas še ne napravi voznika. Potrebno je opraviti tudi praktično vožnjo. Kristjani smo tolikokrat tako površinski. Nekaj mogoče verujemo o Bogu, nič pa od tega ne doživljamo. Prepričan sem, da je eden od vzrokov prav to, zakaj še vedno doživljamo toliko dvomov in strahov. V Svetem pismu piše 365krat: ne boj se, dobesedno za vsak dan. Bog nam pravi, da se nam ni treba bati. Jezus je učence učil, da naj ne skrbijo, dvomijo, so maloverni, ker Bog skrbi za nas. Če pa Bog tako oblači travo na polju, ki danes obstaja in jo jutri vrže v peč, koliko bolj bo vas maloverni. Prinesimo v molitvi pred našega Boga naše strahove, naše dvome. Povejmo: Bog, ti me izpolni z tvojo ljubeznijo. Daj mi razumeti, da me ti sprejemaš, da me ljubiš, da želiš vsak strah in vsak dvom vzeti iz mojega življenja, da naj zaupam tebi in naj živim življenje, katero mi ti ponujaš. Amen.